Jure Uršič, izvlekli ste točko, ampak drugi polčas ste odigrali dovolj pametno, da ste jo sploh izvlekli. Lahko bi tudi na koncu tudi zmagali. Ena priložnost je bila potem v tistih zadnjih minutah. Ja, res je, prvi polčas smo sicer začeli zelo slabo, nekako zaspano. Med polčasom smo si v garderobi rekli, da ne smemo ponoviti takega polčasa. Tako da smo od začetka drugega polčasa štartali bolj agresivno, bolj odločno. To se je tudi videlo v sami igri in ja, ustvarili smo si več priložnosti. Dobro, na koncu smo iztržili točko, lahko bi vse 3, vendar smo tudi s točko zadovoljni. So odločile vaše, konkretne tvoje izkušnje predvsem? Ma ne, mislim, da res je, da imamo kar mlado ekipo, vendar ja, danes smo bili še brez Jureta Lenarčiča, ki nam pomeni veliko z njegovimi izkušnjami. Dražen Žarič je imel določene težave, nismo vedeli, ali bo pripravljen za tekmo ali ne, vendar vsi fanti, ki so danes stopili na igrišče, so dali vse od sebe, no, in mislim, da smo si zaslužili vsaj to. Marko Hrvatin, kaj je odločilo tole tekmo na koncu, neodločen rezultat, lahko pa bi se razpletlo v eno smer ali pa celo morda na koncu tudi v drugo? Mislim, da kdo je bil na tekmi, je enotnega mnenja, mi smo to tekmo dosti boljše odigrali, imeli dosti več priložnosti in nekako nesrečno izgubili te 2 točki. Meni je žal, ekipa je pokazala pravi pristop, pravo reakcijo in tukaj karkoli drugega dodati je nesmiselno. Nekako prepoceni dobijamo zadetke, oni niso imeli dosti priložnosti in tudi teh sodniški kriterij s temi prekrški mislim, da je bil malo prepoceni, tako da so nekako po sreči iz 10 metrovke izenačili, tako da kaj čem. V tem trenutku nisem zadovoljen. Borut Kolar, kaj je odločilo današnjo tekmo? Prej smo malo postavili vprašanje in Uršiču in tudi Hrvatinu. So bile to morda izkušnje ravno Uršiča v tistih odločilnih trenutkih drugega polčasa, ko niste uspeli dati 3. gola? Ja, odločile so tudi njegove izkušnje. Mi smo naredili 2-3 neumna favla, ki jih ne bi rabili. In tako smo prišli na 6 akumuliranih prekrškov in njim praktično podarili 10 metrovko in iz tega so na to oni izenačili. Če bi mogoče mi v prvem polčasu povedali na 3-0 ali pa 3-1, bi mogoče tekmo šla v drugo smer. Torej, odločili so detalji, kaj pa vas čaka naprej? Najprej nas čaka pokalna tekma z Benediktom v gosteh. Želimo si seveda zmagati, da se vrstimo v četrtfinale. Potem pa 2 tekmi proti 2 verjetno najboljšim ekipom v Sloveniji. To pomeni v gosteh pri Dobovcu in doma proti Litiji. Mi bomo dali vse od sebe in poskušali izvleči kaško. Saša Leban, napeta tekma, na trenutke živahna, na trenutke precej taktična. Slabo ste začeli tekmo, potem pa ste odigrali zelo dobro, predvsem v zaključnici. Ja, z Bronxi se poznamo do obisti. Ne vem, očitno rabimo v redu za učnico, da se zbudimo. To je že letos druga tekma, ki smo tako katastrofalno začeli. Lahko bi se enako končala kot proti Zavasu v Kobaridu. Na srečo prvi polčas so zadeli Bronx le 2-krat. Mi smo imeli neke priložnosti, lahko bi tudi zanačili, ampak prvi polčas je bil res katastrofalen. V drugem pa mislim, da smo bili za razred boljši, so imeli oni tudi neke priložnosti. Konec koncev zaslužena točka. Je pa škoda, da gremo točko po točko, škoda je pa, ker ne dobimo 3. Tisto bi nam dalo še mogoče malo več zagona. Je pa treba po času, bom rekel, Bronx je izkušena dobra ekipa, trenutno mogoče celo malo pred nami, tako da moramo biti zadovoljni z malim, delati naprej in upati na najboljše.